Velikani svetovne likovne umetnosti so že nekaj let stalnica Lendavske galerije muzeja. Salvador Dalí pa je nov izjemen kamenček v mozaiku, ki pelje Lendavo proti kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Zelo drzna in izzivalna ideja, ste rekli pred slabim letom, ko so v Lendavi razglasili, da bodo najverjetneje kandidirali za EPK. Kaj rečete danes, ko mimogrede polagajo nov pomemben kamen na tej poti, mislim seveda na Salvadorja Dalija, kajti to je vendarle umetnik, ki ni kar tako. Ja, še vedno velja isto, ne? Velja, da je ideja drzna, izzivalna v mnogih pogledih, ne? Tako kot sem najbrž rekel že pred letom dni, je ideja zanimiva in bo razmisleka vredna, ko se bo dokončno izbiralo Evropsko prestolnico kulture, zato ker je kraj, glede na dosedanje prestolnice, majhen, hkrati je pa seveda izjemno zanimiv zaradi tega multikulturnega okolja, zaradi bližine kar 3 državnih mej, kar vse omogoča zelo zanimiv koncept take Evropske prestolnice kulture z dodatno dimenzijo, da je seveda Lendava pa to bližnje okolje Lendave samo že zelo multikulturno. Zato so v Lendavi pripravili tudi lokalni program za kulturo na dobrih 90 straneh, ki je ta hip v javni obravnavi. Župan ob tem pravi, da ga ne delajo zaradi EPK, ampak zaradi njih samih. In da kandidatura ni tekmovanje z drugimi, temveč samim seboj, pri čemer pričakujejo novo energijo, aktiviranje prebivalstva, učinkovito sredstvo proti negativnim demografskim tokovom ter prebujanje mesta in regije. Če resnično pogledamo svoje okolje, vase, vidimo, da takšen projekt tudi potrebujemo. In danes sem zopet, poleg tega, da smo ponosno predstavili številke, smo tudi ponosno povedali, da je mogoče pa le ni veliko takšnih lokalnih okolij, ki bi si upali staviti v prihodnosti tako močno na kulturo. Ampak to pri nas niti ni tako težko, zaradi tega, ker imamo tradicijo, imamo bogato zgodovino in seveda imamo tudi potencial. In še nekaj je zelo pomembno, vse to želimo uresničiti z našimi partnerskimi mesti, čezmejnem sodelovanju z Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Jaz sem prepričan, da bomo pri tem uspeli in mogoče ni čisto primerno, ampak kljub temu bom izkoristil to priložnost, da vas povabim, da aktivno sokreirate strategijo kulture občine Lendava in širšega okolja, ki je objavljena na spletu, ker mislim, da je to ključen moment za to, da vzamemo ta projekt in te dogodke še bolj za svoje. Pozitivne premike v Lendavi kažejo tudi številke. Vinarium je obiskalo že več kot 150.000 ljudi, pomembno pa je, da se ta obisk dopolnjuje z muzejem galerijo. Kajti pred 10 leti od približno skromnih 2000-2500 obiskovalcev, ki so prišli pogledati takšne razstave, smo prišli na 12.500 in z direktorico galerije muzej nekako ocenjujemo, da bomo letos dosegli rekordni skok blizu 20.000 obiskovalcev, ne samo te razstave, ampak vsega tistega, kar ponuja ta hram kulture tukaj. In tukaj je zdaj sloviti Dalí. Ukvarjanje z njim pa precejšen izziv, saj je bil osebnost, ki je prav v takšni meri, kot navdušuje, zbujal tudi polemike in takšnega umetnika ni preprosto predstaviti javnosti, pravi Marjeta Ciglenečki in posebej opozarja na morda najbolj vznemirljiv razstavek. Gre za knjigo Objekt, naslovljeno 10 receptov za nesmrtnost iz leta 1973. Gre za kovček iz pleksi stekla, ročaj ima v obliki telefonske slušalke, ključavnici pa sta v obliki jajc na oko. Eno in drugo sodi v klasičen repertoar Dalijevih največkrat uporabljenih simbolov. V kovčku so shranjeni grafični listi, zdaj seveda razstavljeni po dvorani, deloma tudi v obliki zgibank. Dalí je za nekatere od njih uporabil tako imenovano stereoskopsko tehniko, gre za staro tehniko, ki temelji na ugotovitvi, da se v naših možganih dve skoraj enaki podobi, ki pa sta opazovani iz malenkost različnih zornih kotov, združita v eno sliko z izrazito poudarjeno, lahko bi rekli neskončno perspektivo.
Dali je staro likovno tehniko, kakor tudi nekatere druge motive, simbolno povezal z božjimi zakonitostmi, čisto energijo in virom nesmrtnosti. Vprašanje smrti je Dalija mučilo tudi na osebni ravni. Hlepel je po nesmrtnosti in morda je to najbolj primerno pojasnilo za njegovo neizmerno ustvarjalno slo. V tem neizmernem hrepenenju po nesmrtnosti pa so našli tudi poimenovanje za ime razstave – 10 receptov za nesmrtnost. Še nikoli v Sloveniji in do konca oktobra v Lendavi.